Predstavljaj si vesolje. Neskončno morje zvezd in planetov, polno skrivnosti. Pred 100 leti je bilo vprašanje, kako pravzaprav izgledata Mars ali Venera, še vedno uganka za človeštvo. Takrat še ni bilo satelitov ali sodobnih teleskopov, kaj ne? Takrat so nas vodile le domneve in domišljija. Danes pa nam znanost in tehnologija omogočata, da pokukamo v skrivnosti planetov našega osončja. Ne samo, da lahko vidimo njihove površine, zdaj poznamo tudi njihovo sestavo, temperaturo in nenavadne pojave. Naprimer, obstajajo teorije o dežju diamantov na Neptunu in obsežnih območjih tekočega vodika na Jupitru. Te ideje temeljijo na opazovanjih in fizikalnih modelih, ki jih znanstveniki uporabljajo za razlago ekstremnih pogojev na plinskih orjakih. Kako znanstveniki sploh ugotovijo, kateri elementi so na planetih, do katerih ne moremo neposredno priti? Preden začnemo, prosim, všečkajte ta video in se naročite. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala. In zdaj začnimo. Eden najpomembnejših načinov je spektroskopija. Vsak element od vodika do železa ima edinstven prstni odtis v spektru svetlobe. Ko to opazimo v svetlobi, ki prihaja z planeta ali zvezde, lahko določimo njihovo sestavo. V središču našega osončja je Sonce. Njegovo jedro s polmerom več kot 150 tisoč kilometrov doseže več kot 15 milijonov stopinj Celzija. Tukaj poteka termonuklearna fuzija, proces, ki pretvarja vodik v helij in ustvarja energijo, ki daje toploto in svetlobo celotnemu osončju. Okoli jedra je sevalna cona, kjer se energija postopoma prenaša s pomočjo sevanja. Na tem je konvekcijska cona, kjer vroča plazma narašča in pada kot vrela lava. Vidna površina Sonca se imenuje fotosfera, ki je debela približno 200 km. Na tem se nahajajo kromosfera, prehodna plast in korona. Kromosfera je debela več kot 2000 km. Tukaj se plini premikajo in nastajajo veliki filamenti, ki jih drži Sončevo magnetno polje. Včasih ti filamenti pobegnejo iz površine in segajo več 100 tisoč km v vesolje. Sledi prehodna plast, tanka plast, kjer se temperatura hitro zvišuje. Na najbolj zunanji strani je korona, izjemno vroč ovoj, ki doseže več kot 1 milijon stopinj Celzija. Zaradi izjemne vročine vodik in helij izgubita elektrone. Zato prevladuje sevanje elementov, kot sta železo in kalcij. Nedavno je bila zgodovinska misija Parker Solar Probe agencije NASA. To je bila prva vesoljsko plovilo, ki je vstopila v zunanjo atmosfero Sonca. To je prineslo nove informacije o sončnem vetru in ekstremnih pogojih okoli naše zvezde. Zdaj pa pojdimo na planet, ki je najbližje Soncu, Merkur. Pod njegovo tanko skorjo se nahaja veliko jedro iz tekočega železa in niklja, ki predstavlja skoraj 85% polmera planeta. Kljub temu je njegovo magnetno polje zelo šibko, približno le 1% moči magnetnega polja Zemlje. Okoli jedra je plašč, sestavljen iz silikatnih kamnin, medtem ko je njegova skorja debela približno 26 km. Površje Merkurja je prav tako polno velikih kraterjev in sledi starodavnih trkov z asteroidi in kometi. Ker skoraj nima debelega ozračja, so na njegovi površini še vedno vidni kraterji, ki so nastali pred milijardami let. Še ena nenavadna značilnost Merkurja je njegova hitrost. To je najhitrejši planet v osončju. Potuje s hitrostjo 47 km na sekundo, medtem ko kroži okoli Sonca. Zaradi svoje izjemne hitrosti Merkur zaključi celoten obhod okoli Sonca v samo 88 zemeljskih dneh. Kljub temu, da je najbližji planet Soncu, Merkur ni najbolj vroč planet, ker nima dovolj debele atmosfere, ki bi lahko zadrževala toploto. Zaradi tega so tudi temperaturne spremembe na njegovi površini zelo velike. Izjemna vročina na delu, ki je neposredno obrnjen proti Soncu, in izjemen mraz na delu, ki je v temi. Sledi Venera, planet, ki je prekrit z gosto plastjo oblakov. S pomočjo radarske tehnologije in vesoljske sonde Magellan so znanstveniki izdelali podroben zemljevid skoraj 98% njene površine. Po trenutnih modelih ima Venera 3 glavne plasti. Najgloblje v notranjosti je železno jedro, ki predstavlja skoraj četrtino mase planeta. Ker nima močnega magnetnega polja, se domneva, da je njeno jedro trdno. Okoli njega je plašč, sestavljen iz silikatnih kamnin. Na vrhu pa je skorja, ki je debela približno 50 km. Zdaj pa se preselimo na Zemljo, naš dom.
V središču Zemlje sta trdno notranje jedro in tekoče zunanje jedro, ki sta bogata z železom in nikljem. Gibanje zunanjega jedra ustvarja magnetno polje našega planeta. Okoli tega je plašč, ki je debel skoraj 2900 km in predstavlja večji del prostornine Zemlje. Izjemna vročina v plašču povzroča premikanje tektonskih plošč in izbruhe vulkanov. Na vrhu je skorja, ki je debela od 5 do 70 km, odvisno od tega, ali je pod oceanom ali celino. Zdaj pa poletimo proti Marsu, rdečemu planetu. S pomočjo sonde InSight so znanstveniki zbrali podatke iz več kot 700 potresov na Marsu, da bi preučili notranjo zgradbo planeta. Ugotovili so, da ima tudi Mars skorjo, plašč in jedro. Njegovo jedro je tekoče in vsebuje žveplo, kisik, ogljik in vodik, poleg železa in niklja. Okoli njega sta plašč in debela litosfera, ki sega od 700 do 800 km, kar je debelejše kot Zemljina litosfera. Skorja Marsa je debela od 24 do 72 km in lahko vsebuje veliko količino radioaktivnih elementov. Iz kamnitega planeta pa pojdimo k največjemu planetu v Osončju, Jupiterju. Jupiter je izjemno velik. Vanj bi lahko spravili približno 1300 Zemelj. Kljub svoji velikosti ima Jupiter nizko povprečno gostoto, saj je večinoma sestavljen iz vodika in helija. Po opazovanjih sonde Galileo je njegova zgornja atmosfera sestavljena iz 75% vodika in 24% helija. Verjame se, da ima Jupiter trdno kovinsko silikatno jedro, ki ga obdaja plast vroče vode, metana in amonijaka pod izjemno velikim pritiskom. Sledi plast kovinskega vodika. Zaradi izjemnega pritiska in toplote se elektroni vodika prosto gibljejo, kar povzroči, da se obnaša kot kovina. Na tem pa je gosta plast oblakov iz vodnega ledu, amonijevega hidrosulfida in kristalov amonijaka. Za razliko od Zemlje, Jupiter nima trdne površine. Ko se spuščamo globje, njegovi plini postopoma prehajajo v tekoče stanje. Zaradi izjemnega pritiska, zaradi tega Jupiter pogosto opisujejo kot planet z največjim oceanom tekočega vodika v Osončju. Sledi Saturn, ki je podoben Jupitru, vendar ima nižjo gostoto. V njegovem središču je trdno jedro, sestavljeno iz silikatov, kovin in ledu. Temperatura tukaj doseže najmanj 24.000 stopinj Celzija. Presenetljivo je tudi, da Saturn oddaja več energije, kot je prejme od Sonca. Saturn ima najnižjo gostoto med vsemi planeti. Teoretično bi lahko plaval, če bi obstajalo dovolj veliko morje. Saturn je najbolj znan po svojih obročih. Čeprav imajo zelo velik premer, so zelo tanki in sestavljeni iz ledu ter majhnih kamnitih delcev. Sledi Uran. Tako kot Saturn in Jupiter, ima tudi Uran trdno jedro iz silikatnih kamnin. Obdaja ga plast ledu in plina. Nekateri znanstveniki verjamejo, da Uran morda sploh nima popolnoma trdnega jedra. V njegovi notranjosti gibanje kovinskega vodika pomaga ustvarjati magnetno polje planeta. Ima tudi temen in tanek obročni sistem, sestavljen iz majhnih delcev in prahu. Na samem koncu našega potovanja pa je Neptun. Njegova struktura je podobna Uranovi. Jedro je sestavljeno iz železa, niklja in silikatnih kamnin. Plašč je bogat z vodo, amonijakom, metanom in drugimi spojinami. Čeprav ga imenujejo ledeni velikan, notranjost Neptuna ni hladna. Njegov plašč je sestavljen iz zelo vroče in zelo goste tekočine. Ko se oddaljujemo od jedra, se snov postopoma spreminja v atmosfero, dokler ne doseže zunanje plasti, kjer je temperatura skoraj -200 stopinj Celzija. Vendar obstaja pojav na Neptunu, ki že dolgo buri domišljijo ljudi. Imenuje se diamantna plast. Pod izjemnim pritiskom in temperaturo se molekule metana razcepijo in sprostijo ogljik. Ta ogljik se ujame in oblikuje kristalne strukture, podobne diamantom. Ko ti kristali padajo v notranjost planeta, se lahko zaradi toplote ponovno stopijo, kar ustvarja ponavljajoč se cikel diamantnega dežja. S pomočjo znanosti, opazovanj in raziskovanja vesolja postopoma spoznavamo planete, ki sestavljajo naš sončni sistem. In bolj ko odkrivamo o teh svetovih, bolje razumemo svoj lasten položaj v tem neskončnem vesolju. Bolj ko poglobljeno preučujemo planete, bolj razumemo, kako zapleten in osupljiv je naš sončni sistem.
Od ogromnih neviht na Jupitru, ledenega sveta Neptuna do izjemne vročine Venere ima vsak planet svojo zgodovino in edinstveno strukturo, ki se je oblikovala skozi milijarde let. In z vsako misijo, teleskopom in vesoljskim plovilom, ki jih človeštvo pošilja v vesolje, odkrivamo še več skrivnosti o izvoru teh svetov in tudi o izvoru našega lastnega planeta. Mogoče bomo v prihodnosti lahko odgovorili tudi na nekatera največja vprašanja človeštva. Ali obstaja življenje na drugih svetovih? In smo res edina civilizacija v tem neskončnem vesolju? Toda za zdaj je ena stvar zagotovo jasna. Sončni sistem ni samo zbirka planetov. Je ogromen kozmični laboratorij, ki ga še vedno preučujemo vse do danes.